Pa kar se tiče poslovne poti, mislim, da je glavna neka lekcija to, da smo tu premalo samozavestni. Posebej v Sloveniji. Ne, to jaz stalno ponavljam, da tu sem prišel iz druge gimnazije, z mednarodne mature, pa niti važno toliko mednarodna matura, nasplošno druga gimnazija, ali pa naše srednje šole nasplošno, imajo ogromno ljudi, ki so, pa v tem trenutku dijakov, ki so, a pa vsaj takrat so bili, inteligentni, pridni, delavni, sposobni itd. Nimajo pa vseeno te samozavesti, da bi ustvarjali to, za kar imajo potencial. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Jaz sem Mitja Segaj in vabim vas, da nas spremljate, ocenite in se seveda na podcast tudi naročite. Veselim se današnje epizode. Danes je z nami Aljoša Markovič, gostinec, podjetnik, lastnik in direktor podjetja Etno Restauracije. Aljoša, dobrodošel. Hvala lepa. Torej, predvsej bolj kot firma, ki upravlja z gostinskimi lokali na 4 lokacijah v 3 mestih, Mariboru, Ljubljani in Kopru, je sicer blagovna znamka Baščaršija, pod katero poslujejo ti lokali. Govorila bova o blagovni znamki, gre za sinonim za vrhunsko balkansko kulinariko, ali je še kaj posebnega znotraj tega, bova tudi razkrila znotraj balkanske. Aljoša podjetje prevzel od staršev in se posvetil razvoju posla in blagovne znamke. Sicer je študiral v tujini, v Veliki Britaniji, vrnil se v domovino in se tukaj lotil izziva v kulinaričnem poslu. Omenjam ne samo kulinariko, ampak predvsem posel, ker to posel je, ne? Govorimo samo o gostinstvu, tako da, evo, če sva aktualna, sezona se začenja za vas, je omenil, malo sva o tem podebatirala. To se pravi, Velika noč je na nek način prelomnica za vaš posel. Ja, Velika noč je neka prelomnica, tudi vreme se izboljša v tem nekem trenutku in to je nek prvi udarni vikend, rečemo po moje za vse gostince, ker ponavadi sonce, ponavadi so ljudje fraj, ta ponedeljek se povežejo 3 dni in potem tu imamo prvi, ne vem, boljši dan glede na januar, februar, marec in potem se vse to, rečemo, do oktobra nadaljuje z temi močnejšimi dnevi, z odprtimi terasami, tako da ja. Super. Čeprav zimske sezone so boljše, odkar da sedimo zunaj celo zimo, ne? Je drugače, kot je bilo nekoč, ko je čisto zamrlo, recimo, ne? To jaz ne vem. Jaz sem od korone dalje. Tako da pred korono ne poznam gostinstva, sploh, ko je bilo kadra, pa ko se... Ja, vrnil si se v globoki koroni, tudi o tem še kaj, kako. Dajva še biti malo aktualna, ker nekaj oglasov sem zasledil v bistvu na spletu. Zdaj ste iskali vodjo centralne kuhinje, Tako. To je nov projekt, pa tudi še, mislim, da še v kuhinji nekaj okrepitve iščete. Tako, ja, mislim, da iskali smo vodjo centralne kuhinje, ki je naš novi projekt, o čemer lahko govoriva kasneje. To smo naši, iščemo vodjo na Gosposvetski. Torej imamo vodje restauracij na vseh lokacijah, vseh ostalih 3 na Gosposvetski še iščemo. Ampak rečemo v gostinstvu, ti ko imamo zdaj 80-90 ljudi, je normalno, da je zdaj ne poznam slovenske besede, pa ne maram ljudi, ki te anglicizme uporabljajo preveč, ampak turnover, je normalen. Pri nas je to, ne vem, 15%, kar je super. To pomeni, ne vem, če je 80 ljudi, se sigurno 10 ljudi na leto zamenja, ampak 10 ljudi je 1 na mesec, tako da pri nas gleda, da je glas vedno vklopljen, ampak mi iščemo, ne vem, na nivoju cele firme 1 do 2 človeka, ker pač, ne vem, nekdo zanosi, nekdo gre v penzijo, nekdo, ki je tu že 3 leta, pa je prišel iz Bosne, je začel na popoldanski SP delati zelo dobro in pride do mene, reče, meni ta posel gre super, jaz bom šel v to, ko pa v gostinstvo. Nekdo se prezasiti gostinstva, je 30-letna takar in že posluša, ne vem, je doživel ne vem koliko situacij z gosti, s kuhinjo in reče, jaz ne morem več, ker bom pač slabo stregel te tvoje goste, ker ne morem zdržati niti ene pripombe več, ne. Tako da mi konstantno na nek način iščemo, ampak glede na število ljudi, če primerjam s tujino, kjer rečemo v Ameriki, v večjih mestih so ta turnover, ne, je po 50, tako fluktuacija, ne, je, ne vem, tudi 50, tudi 100%.
tudi 100% v industriji hitre hrane. Kar pomeni, da ne vem, nekdo, če ima 1000 zaposlenih na ne vem kolikih lokacijah, 1000 ljudi zaposli v 2025 letu in ima cel sistem poslovanja narejen tako, da nekdo, ki pride, ki je brez kakšnikoli sposobnosti, se hitro not vpelje, da svoje 9 mesecev in gre ven. Tako da jaz mislim, da tu pri nas, še v primerjavi s tujino, so ti problemi kadra manjši, kot pa so tam. Tako da, ja. Se ravno zato sem navezal na te oglase, ker je pač izziv je trg, delovna sila je izziv v času pomanjkanje, nove generacije, ki prihajajo. Absolutno. Kakšna je razlika, recimo? Ja, sigurno, jaz mislim, zdaj spet govorim, jaz sem v gostinstvu po koroni, tako da jaz nekega izobilja kadra v gostinstvu ne poznam, razen iz zgodb teh gostincev, ki so tu 20-30 let, ki govorijo, ja, to je bilo včasih, si dal glas in 7 jih je prišlo prositi, da dela za tebe zastojn. Jaz takega časa ne poznam. Mislim, da je to neko pričakovanje od ljudi, da bojo... Gostinstvo je zahteven posel, zato ker je po sami definiciji, ko ti delaš dobro, je to stresno. V smislu, če ti želiš, da ti restauracija napolni vse mize, karkoli boš naredil, kakšnokoli investicijo v tehnologijo, ne vem, če boš dodal ful ljudi, bo vseeno to na koncu nek stres, zato ker tisti listki grejo do tal in potem imaš kar naenkrat 40 listkov, moraš hitro na žaru speč, izdati nekaj narobe itd. In mislim, da gre v smeri, da se samo delo v gostinstvu, da se proba poenostaviti, olajšati, da se naredijo boljši pogoji, ampak za to so normalno potrebne investicije strani gostincev. Torej, če ti hočeš, na primer, da ljudem v kuhinji ni vroče, ko delajo, ker že delajo, moraš vložiti v prezračevanje. Prezračevanje za en lokal je minimum, 70,000 evrov. Za kakšenkoli lokal, ker pač mora biti klimat, mora biti nape itd., danes je to drago. Zdaj pa tu odzadaj obstaja vprašanje, a je to smiselno, a se investicija splača ali ne. In potem moraš imeti dober produkt, da delaš dober promet, da imaš za vložiti. Zato je, jaz mislim, vstop v trg za nekoga mogoče zahtevnejši kot prej, ne vem. Ker pač moraš imeti toliko nekih pogojev, že moraš zaposliti ljudi, ki so boljše plačani, kot so bili prej, kar jaz mislim, da je prav. Ampak to pomeni, da je nek riziko odpiranja restauracije dosti večji, kot je bil prej. Ker imaš takoj velika investicija, veliki stroški in če ti ne zalaufa po 3 mesecih. Ampak jaz mislim, da to je realnost v tujini že dolgo časa. Ker ti, tudi če poslušaš ljudi, ne vem, iz 80-ih, 90-ih, iz Amerike pravijo, ja, ne vem, 80% restauracij jim ne uspe. In oni so tega navajeni. Mi smo pač tu navajeni, da če nekaj odpreš, da ti bo pač laufalo in ti boš imel neko plačo od tega, boš šel na morje in da karkoli boš odprti, bo laufalo. Američani po drugi strani, pa ne vem, kje v bolj razvitih trgih so navajeni tega, da ti, če boš, ne vem, odprl nekaj, da verjetno ti ne bo uspelo. Lahko spodleti. Ja. Koliko pa je, omenjaš ta tehnološki del mogoče, koliko pa nek know-how, to znanje tudi, da vi optimirate procese, je verjetno tudi ključno. Ogromno se da, mislim, da to v vsaki firmi se da postaviti, kjer imaš procese in kjer so utečeni procesi, se da z svežo glavo pogledati, zakaj mi to delamo na ta način, a se ne bi dalo lažje to na drug način narediti. Mislim, da je meni tu mogoče, jaz ko razmišljam o sebi, mogoče imam prednost v nekaterih situacijah, ker nimam kuharskega pa gostinskega mindseta in potem ne predpostavim neka znanja ali pa da se nekaj mora oddelati, ker se je vedno tako delalo. In grem za to neko svežo glavo spremeniti ta proces ali pa poenostaviti nekaj nekomu v kuhinji, kar se, ne vem, moji mami, ki kuha že celo življenje, zdi, kaj boš zdaj razlagal. Tu isto rečemo, jaz igram nogomet od malega, da zdaj nekdo, ki pride svežo glavo pa razlaga, pod katerim kotom boš ti vdaril žogo, pa jaz se pa vdaril žogo, pa je to, nimaš kaj pod kotom za razlago. Mogoče pa bi bilo lažje, če bi nekdo rekel, pod 45 stopinj moraš vdariti, da žoga gre diagonalno. Jaz tega nekdo, ki igra nogomet celo življenje, tega nikoli ne bo dojel, zakaj nekdo mora nekomu razlagati kot udarca žogo. Ampak to je zanimivo, verjetno to dragoceno, ta tvoja pridobitev znanja v tujini. Prijeva do tega mogoče še na tej točki, če je balkanska kuhinja doživela kak razvoj v zadnjem času, v bistvu, če se je nadgrajevala, ali ostaja zvesta, če je še vedno mojster žara v kuhinji, ali je zdaj že šef?
Ja, jaz mislim, da je bolj, zdaj ne vem, je kar bogata ta balkanska kuhinja, je vpliv turške kulinarike, vsekakor skozi zgodovino Balkana se je tudi sama balkanska kuhinja razvila. Zdaj vsebinsko mislim, da je bolj ostala zvesta svojim osnovnim principom in jedem, ne, v smislu priprava čevapa, lepinje, vsega, kar je za žar, je na vides, mislim, ni se tudi dodajalo, bolj se je izpopolnjeval proces, zato ker rečemo, to vidim pri sebi, moji so začeli z nekim receptom, ki so ga dobili iz Bosne, jaz sem ga nadgrajeval, ampak v majhnih detajlih, ne. To je enako se je dogajalo verjetno tudi v originalnih restauracijah, čevabdžinicah v Bosni in tudi lahko menimo v Srbiji, kjer rečemo druga, tretja generacija vzame neke detajle in jih potem nadgrajuje. Ne dodaja pa vsebinsko nečesa, v smislu, da bi zdaj dodajali novo surovino ali pa nekaj. Gre se, a ti melješ to meso na 8 košajb ali na 6, a pustiš, da odleži 2 dni ali en dan, za take odločitve se gre, ne, a ti, ne vem, če imaš pekarno, a imaš priprta okna, ne, če nimaš prezračevanja rešeno, kar v Bosni noben nima, ne, a imaš priprta okna, ko delaš po zimi, ali jih imaš zaprta, čisto, ker potem se skorica ustvari, ne, če so priprta okna, pa je to so te dragocene, noben pa ni zdaj naredil ajdovo lepinjo. Ne, da se na ta način razvija. Torej, ostala zvesta. Kar se tiče razvoja, pa jaz vidim, da je, ne vem, v zadnjih 20 letih, da mogoče so se pojavile verige s to, ker je prostor, ne, za verigo balkanskih restauracij, bosanskih, srbskih, ni važno, jaz bom rekel balkanskih, ne, ker jaz to na ta način doživljam v smislu, ne vem, v Srbiji je ena veriga, ki ima zdaj 50 lokacij, ki so odprli tudi 3 v Sloveniji, pa eno na Dunaju, na Hrvaškem sta se odprli, ne vem, 4 čevabdžinice, ki so zdaj v Ljubljani odprli, potem obstaja Ambar v Srbiji, ki je malo bolj fine dining, Balkan cuisine, ki ti ki je kot nek sharing koncept, kjer ti mogoče malo, tu so šli vsebinsko raziskovati, ne, kaj se da, če ti daš na male krožnike, to pa lepo postrežeš, pa se igraš malo s kajmakom, da dodaš gobe nota, pa ne vem, nekaj takega, ne. Oni so odprli v Washingtonu 2 lokaciji in so bili, ne vem, številka 1 na TripAdvisorju od 30,000 restauracij zelo dolgo. V Dubaju obstaja veriga restauracij z 8 lokacijami, ki se imenuje Bosnian House, ki ima samo čevapčiče, ki je, mislim, da največja veriga, ki je nastala v Dubaju v zadnjih letih. To je Dubaj, originalna veriga, tako smo mi mariborska veriga, ne, slovenska veriga, čeprav smo etno koncept z Balkana, ampak smo firma, ki je nastala tu, ne. Tako je tisto firma, ki je nastala v Dubaju. Tako da v tem poslovnem kako bi rekel, aspektu se dogaja, se razvija, ker pač je to neka hrana, ki rečemo pri nas ogromno turistov pride k nam, normalno mi se vedno ravnamo potem, da moramo biti najprej za lokalce, potem za turiste, torej ne želimo postati turistična destinacija za nekoga, pa lokacija, ki prioritizira turiste, zato ker so pripravljeni porabiti več, ker so na dopustu, ne. Ampak prvo lokalci in želimo, da turisti želijo k nam, ker nas doživljajo kot lokalno restauracijo, ne. In ogromno turistov z vsega sveta pač vidiš, da uživajo v tej hrani. Obstaja ta nek aspekt te hrane, ki je in na nek način je ulična, je vsakdanja, je comfort food, ne, žar, pa čorbice, pa čuftice, pa uštipci, pa ocvrto, pa pečeno na žaru, se pocartaš s tem, ne. Je zelo blizu temu, kar v tujini rečejo ta comfort food, ne, tako da mislim, da je tu potencial, da se to odpre tudi v tujini, v večjih mestih, tudi v mestih, kjer ne poznajo tega. Mislim, da v Dubaju niso poznali balkanske hrane in potem je ta človek pred 10 leti prišel in on sam prodaja čevapčiče, lepinje, pa mislim, da ima bureke. Torej sploh nima menija, niti pleskavic nima, niti, ne vem, čorbic, sladic, ne vem, eno sladico ima. In on je, sem videl, da ima 2023, 2024 ima nagrade ne vem, za gastro koncept leta v Dubaju, kar pomeni, da je on prišel nekam, kjer niso poznali, niso vedeli, kaj so čevapčiči, mogoče so potovali v Bosno, v Srbijo, nekaj, ne, ampak je on z samim produktom
potem dosegel, da je izobrazil tam ljudi in je rekel, to je to, in je bilo to ljudem dovolj všeč, da je on lahko odprl 8 lokacij in zdaj jih odpira 9, 10, 11. Ampak vse je v Dubaju. Vse je v Dubaju, mislim, da od teh 8 ima eno v Abu Dhabiju, ne, ki je urco pa pol stran, ne vem kako je. Super. Nekemu minimalizmu tudi vi ostajate zvesti, ne? Ja, Če zagovarjaš, ja. da jedilnik seveda ni preširok. Absolutno. Se fokusirati. V bistvu neke esencialne stvari so, si predstavljam, Ja. to je neki recept za uspeh. A bi upal iti koncept spremeniti, ne vem, v ta sharing? Ne. 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 Zato, ker jaz sem zelo pazil, posebej zdaj, ko delamo na 4 lokacijah, se hočemo širiti, vsaka odločitev mala ima spremembe. Rečemo, če jaz spremenim, mi imamo to špikano pleskavico, ne? In če jaz dodam, da gre na špikano pleskavico 35 gramov sira namesto 20, To je ustvari problem na žaru, ker se mu začne topiti sir po žaru in potem ne more Razumeš, zdaj pa jaz res jaz sem dodal enih par jedi, ampak res, ki so bile take, da so jih z veseljem sprejeli v kuhinji, pa ne zato, da bi se jaz bal, da kdo ne bo sprejel, ampak zato, ker smatram, da v tistih gužvah, ki jih mi imamo, je zelo pomembno, da ti dobiš kvalitetno in hitro. In ti ne moreš dobiti kvalitetno, posebej pa ne hitro, če imaš preveč prevelik meni. Tako da jaz, ko sem na nek način prevzemal, sem naredil eno tabelo, kjer sem gledal prodajo za lansko leto in potem sem šel gledati vse te jedi, ki imajo, ne vem, manj kot 1% prodaje, imajo pa 4 sestavine, ki jih naročamo samo za njih in ki so zelo kompleksne v gužvi. To so vse a la carte jedi. Rečemo, mi smo imeli neko teletino z slivami, kjer je za eno porcijo morala kuharca na štedilnik termično obdelati, skrbeti, na žaru pa ti lahko skrbiš za 20-30 naročil naenkrat. In smo potem ogromno teh jedi, ki niso bile izključene, mi smo imeli 3 solate, to teletino, neko džurbastijo, pite smo imeli, vse to smo dali stran in je promet zrastel dejansko. Pustimo zdaj nove lokacije. Promet na Pošnji je zrastel od 2,20 za krat 2. Normalno nekaj so se cene povečale, nekaj to, ampak zato, ker smo, jaz mislim, če ti ne spremeniš, če bi jaz zdaj prišel v neko restauracijo, pa mi daš en dan, da naredim največji efekt, en dan mi samo daš, jaz mislim, največji efekt na kvaliteto bi naredil, če bi isto to vajo naredil in bi umaknil 30% stvari iz menija. Zato, ker kuhar bi prišel naslednji dan v službo in bi imel 7 stvari za pripraviti, ne 14. In kako imaš ti 7 stvari za pripraviti, če ti jaz nič ne zmotiviram, nič ne poenostavim, jih boš boljše naredil. Ja, ne? Sigurno. Če ti jaz rečem, ne vem, sam natoči to vodo ali pa natoči to vodo, pa idi tisto narediti, pa to narediti. Ja, bolj učinkovito. Nekje boš nekaj zajel, ne? Če pa ti dam samo to, je velika verjetnost, da boš vodo v redu natočil, ne? Ja, pametno. Vse to je optimizacija, to vedno se nenehno dogaja. V bistvu, delaš te revizije še. Ja, absolutno. Vsaki meni je nekaj gre ven. Vsaki meni gre nekaj ven. Vi sugerirate mislim, obiskovalcem, ne? Ni tako, da bi prisluhnil, oni bi še to, ne, boljše. Tako, mislim, to je zdaj, ne vem, odvisno. Zdaj, jaz mislim, da feedback ta je treba poslušati, pa ne pomeni, da če obstaja nek določen feedback, da ga moraš takoj vzeti. Ne. Nam so, ne vem, določeni komentarji, ki so bili, ker jaz sem dal, ne vem, te QR kode imamo na mize, ki niso za jedilnike, ampak da ljudje dajo oceno. In potem mi vsak mesec izžrebamo nekoga, ki je to ocenjeval, da jih motiviramo, da dajo oceno, potem ocenijo hrano, strežbo in dajo tudi, jim dam, kaj bi lahko naredili boljše v restauraciji. Potem so ti, ne vem, mini predlogi so, ne vem, dajte mi malo več sira, in potem jaz pogledam in grem jesti to rečemo, ne, ali pa grem jesti nekaj, česar nisem dolgo jedel in vidim, ja, res je to malo suho, ne vem, je premalo kajmaka, dajmo dodati to, ne. Nekdo, ki pa pride z namenom, da bi, ne vem, nek consulting dela, vi bi morali tisto, pa morali imeti to pečenje, pa zakaj nimate burekov, pa te sladice bi mogli imeti, pa vi bi mogli imeti ta vina, pa zakaj nimate Coca-Cola namesto Pepsija. Je to nekaj, kaj je normalnega, ampak ne, ti se odločaš glede na celoto in točno veš, zakaj imaš Pepsi, zakaj nimaš tega. Čeprav ena individualna stvar, nekdo se lahko zapiči not in vidi, zakaj zdaj je to. Ampak to je spet za 1 promil. To je 1 promil, ja, večinoma ni nekih. To še razčistiva balkanska, bosanska, sarajevska kuhinja. Na kaj se fokusira? Odvisno, zdaj tak je, koncept je lahko marsikomu, ne.
turistov, ki pride z Amerike, je to lokalna hrana, čeprav je v Sloveniji, ne? Ker je pač prišel v ta del sveta in on teh mej med Slovenijo, Hrvaško, Bosno ne vidi. Nekdo, ki je živel v Sarajevu dolgo in vidi interijer, ga to spomni na to. Nekdo, ki je iz Srbije, Črne Gore in študira tu, mu je to okus doma, čeprav je iz Podgorice, ne? Mogoče nikoli ni bil v Sarajevu, ne? Ampak mu je to okus doma, ne? Ker je podobno temu, kar ima doma. Za mene, ne vem, za mene je Baščaršija, če mene osebno vprašaš, je kot metafora za Balkan. Ki je najboljši nek primer, vsaj pred vojno je bil miksa. Ja, absolutno. Miksa, mislim, in še danes v 90% primerov je miks, je dober primer miksa med ljudmi, ne, tistih 10% ali pa politično ni zdaj, ne. Ampak med vsakdanjimi ljudmi, ki se družijo, je to za mene, tako se rekel, metafora za Balkan, ki je ta miks raznih kultur, ver, tako da na ta način, za mene to, čeprav je ime Baščaršija, zdaj, če gremo jedilnik skozi, fokus na čevapu, ne, kot nek flagship produkt, pa na lepini je zelo bosanska stvar, ker v Srbiji imajo mogoče malo bolj raznovrstno kulinariko, ampak niso tak. Ti, če greš v Sarajevo, imaš čevapdžinico, ki je že ne vem koliko let, ampak 3. generacija in je kultna. In oni delajo samo čevapčiče. In jih po moje delajo najboljše od vseh. Kupujejo pa lepinje od pekarne, ki je že 3. generacija, ki sam lepinje dela. Ti te kulture nimaš toliko v Srbiji. V Srbiji imaš mogoče malo več restauracij, pa malo več jedi, imaš ta leskovački žar, ki tudi ni fokusiran samo na en produkt, ampak je na splošno žar, imaš pleskavico, imaš tisto, imaš teleče medaljone itd. Imamo pa neke zadeve v samem jedilniku, ki pa so mogoče bolj prisotne v Srbiji. Tako da je koncept za mene bolj balkanski, kot pa nek, da sem purist glede. Ja. Super. Tujina. Ja. Večkrat so omenila danes, da tu si zdaj moram pomagati. V Londonu si najprej študiral ekonomijo, bil si predsednik tamkajšnjega podjetniškega kluba, nogomet je bil vedno zraven, tudi to, kar si ga že omenil. Potem si magistriral na univerzi v Cambridgeu, naslov magistrske učinek Airbnb-ja na najemni trg v Ljubljani. Turizem torej nekako je bila usmeritev, pa povratek v domovino sredi korone, prevzem družinskega posla, nek vmesni postanek v Berlinu, to smo morali omeniti. Tako da, London me zanima, kaj se ti je dal, v bistvu, kaj se si lahko zdaj uporabil tukaj. Tudi Berlin, če je bila dragocena izkušnja na tej podjetniški poti. London, tako sem, po moje, dati širino, določen pogled na svet, ki je bolj globalen, dati mogoče tudi empatijo, a pa večjo empatijo, kot si jo imel, zato ker pač poznaš človeka iz države, ki je niti sam ne poznaš, a pa ne veš, kje je, iskreno, ne, ker je neka XY, ampak vidiš, da imaš iste težave, iste aspiracije itd. In te to nekako bolj poveže z svetom, z ljudmi na globalnem, malo drugače začneš dojemati. Ampak kar se tiče poslovne poti, mislim, da je glavna neka lekcija to, da smo tu premalo samozavestni. Posebej v Sloveniji. Ne, to jaz stalno ponavljam, da tu sem prišel iz druge gimnazije, z mednarodne mature, pa niti važno toliko mednarodna matura, na splošno druga gimnazija, ali pa naše srednje šole na splošno, imajo ogromno ljudi, ki so, pa v tem trenutku dijakov, ki so, a pa vse takrat so bili, inteligentni, pridni, delavni, sposobni itd., nimajo pa vseeno te samozavesti, da bi ustvarjali to, za kar imajo potencial. To vidiš komaj, ko prideš v London, kjer pride, ne vem, iz drugih najboljših šol in vidiš, da ne zdaj, da jih podcenjuješ, ampak vidiš, da doma smo zelo sposobni, ali pa bolj sposobni, kot pa mislimo, da smo. In potem ta samozavest, prišel sem v London, ta predmet mi gre, ker si, ne glede na to, da ti rečemo zdaj banalen primer, da ti je matematika šla na drugi, ti zdaj prideš tja, tam je statistika, jaz ne vem, veš, to je globalno, potem pa ti vidiš, da tebi to gre. Da tebi to gre, tudi ko se pogovarjaš z ljudmi, ko začneš stvari delati mogoče tudi izven faksa, ne vem, da se kandidiraš za predsednika, ne vem, podjetniškega krožka, ko je v tem momentu mogoče ti pomembno, a pa če se prijavlja za pripravništvo, pa ko se pogovarjaš o službah, katero službo dobijo, pa kaj kdo
kaj kdo zna, če se je kdo sposoben, vidiš, da ni sploh nek bav tam v Londonu in to ti da določeno samozavest, da začneš mogoče malo bolj na veliko razmišljati, malo bolj ambiciozno. Tako da ta ambicioznost mislim, da je vpliv absolutno življenja in študija v Londonu. Ne? Vsakemu podjetniku bi verjetno koristilo. Absolutno. Saj za to samozavest. Absolutno. Ne, ampak tudi ne podjetniku, tudi vsakemu. Ne? Tudi nekdo, ki dela doktorat tu, pa je mogoče samo tu bil, pa ima predstavo, joj, tam, ne vem, na Cambridgeu ali pa ne vem, nekje v Ameriki. Če ima to predstavo, kako bom jaz zdaj, ne vem, konkuriral z temi svojimi raziskavami na globalnem trgu, ne? Pa da bojo relevantne, ali pa da bom v nekem časopisu not, bi videl hitro, da se to da. In da je dovolj sposoben za to. Koliko je zdaj drugačna ta pot Baščaršije v Sloveniji zaradi te tvoje izkušnje londonske? Pa mislim, da je ravno to, kar sem omenil. Ta ambicija, da se da. Ne? Ker jaz, ko sem tudi ne glede na to, da sem prišel z Londona, kjer sem spoznal ljudi, ki imajo zdaj konkretno za to industrijo, imajo 50 restauracij, pa so imeli starše, ki si jim spoznal, ne vem, imajo v Franciji 50 lokacij za neke vaflje, ali kaj so imeli, ali pa enega, ki ima 16 restauracij v Londonu, ali pa ne vem, je pri nas bil profesor, preden sem jaz prišel, je bil profesor iz Italije, ki je odprl eno lokacijo z napolitansko pico v Londonu in potem je razvil v biznis, ki je imela, zdaj jih je kupil sklad, pa imajo, ne vem, 100 lokacij v Veliki Britaniji, pa on je sam pripeljal do 40, ne. Potem pa priješ sem in rečeš, dobro, jaz bi odprl malo par lokacij po Sloveniji, to ne gre, to se ne da, to, če ti nisi prisoten. Če nisi prisoten v restauraciji. Kdo je to rekel? Recimo, no, splošno ljudje. Pa mislim, sej ne, da bi mi zdaj to, ampak tak skozi pogovor se je to sadi, ne. Težko bo to. Meni še zdaj mogoče nekateri gostinci, s katerimi sem prijatelj, ampak imaš vedno to prepričanje, čeprav jaz vodimo restauracije z vodjami restauracij in jaz fizično ne morem biti prisoten v Ljubljani, Kopru, Mariboru. Pa mi reče, to ni to, veš, če ti nisi tam, pa ne misli nič slabega, ampak to je tako enostavno prepričanje, da ne bo šlo. Ki je, seveda je res, mislim, jaz to govorim iz perspektive nekoga, ki je dobil na pladnju produkt. Mislim, če smo realni v smislu, moji so naredili produkt in jaz sem dobil in potem se jaz z svežo energijo šel v procese delati. Nekdo, ki pa da produkt v Sloveniji že narediš, si že utrujen, da potem greš dalje. A pa nimaš niti tega mindseta, ker določen mindset, da prideš iz 0 do 1 v gostinstvu, posebej v Sloveniji, moraš biti zelo mikromanager. In to kontrolirati, in tisto kontrolirati. In biti prisoten, in ne spustiti niti enega gosta, ne. Ko pa to pride do določene točke, da greš na več lokacij, pa moraš z drugačnim pristopom. To je zelo težko, ne. Mislim, tudi meni. Ta preklop naredi, da zdaj pa ti moraš nekomu zaupati in ga pustiti, da dela svoje napake 20% časa. Ti pa si uspeh naredil na tem, da ne pustiš niti ene napake. In če bi pustil napako na začetku, ti ne bi uspelo. Ampak ti moraš 10 let 100% kontrolirati in potem se en dan reči, zdaj pa bomo odprli drugo lokacijo, zdaj pa jaz vodjam pustil, da 20% napak naredijo na svojo roko in potem sem z njimi mirno pogovoril, kaj ste naredili narobe, lahko ne, in potem čakaš ti, da on pride do 90%, ampak še vedno je 10% napak. In ti rečeš, to je biznis, pač, ne vem. Normalno, če hočeš. To moraš imeti, veš. To ni enostavno, verjetno. Ni enostavno. Ne, seveda ne. Pustil bom, gledam, ampak seveda ne. Moja je lekcija za življenje. Absolutno, ja. Tudi za posel, na koncu je lahko to bistveno bolj. Ja, ne, vedno je se mi zdi v poslu posebej, kak zadeva raste, je ta zelo paradoksalna zadeva, da jaz želim in vem, da moram vedeti vse, kar se dogaja, po drugi strani pa moram delegirati in pustiti ljudem, da delajo svoje napake in tudi se ne ukvarjati z nekimi problemi in pustiti, da so. Ampak to je zdaj, kako te dve perspektivi handlati, na kak način to je zato pa je to težko na nek način delati, ker jaz dnevno sem v dilemi. A zdaj skočim not, a pustim, a komentiram, a pustim njega, da on to reši, a mu jaz pokažem, pa naslednjič on to sam. A je to dovolj rizično za biznis? Ja, seveda, da ne ogrozi. Jaz ne morem proizvodnje, rečemo produkt, jaz sem glede produkta zelo strog. Če je kaj, grem, ne. Zdaj pa, če je natakar mogoče komu kaj rekel na način, pa se pošalo, ki je neprimeren, ne bom zdaj takoj skočil, bom ga počakal, da konča izmeno, pa mu potem rekel, pa ne bom rekel, ne vem, bom jaz stregel, ne. Ker ne gre, ne.
Tako da je tu ogromno teh odločitev, kjer ti med temi dvemi, si med tema dvema ognjena. Imaš kakega coacha za to, ali si, mislim, a bereš kak poslovno literaturo, podjetniško? Berem, ogromno, jaz mislim s podcasti. Podcasti so super, nekaj res. Podcast jaz poslušam že od takrat, jaz mislim že od 2011. leta, ko je bila že bila takrat ta aplikacija na Apple, se jaz začel poslušati in bilo zanimivo, ker vseeno knjiga ena od nekoga, ki je uspel, je lahko zelo filtrirana, strani urednika te založbe, ki je izdal, ali pa nekoga, ki mu je pisal to knjigo, ali pa nekdo v neki formi, ki je pisana oblika, mogoče misli, da mora prilagoditi svoj ton in kaj piše in potem spremeni to, da pa imaš ti dostop do pogovora od nekoga, ki je uspel, ki je naredil 30, ne vem, zdaj v mojem primeru 30 lokacij, česarkoli, ker mi so vseeno fizičen biznis, kjer tudi nekdo, ki je naredil verigo trgovin, a pa verigo, ne vem, kavarn, je relevanten, da pove svoje izkušnje. To je zelo neka nefiltrirana zadeva in tu ti si prisoten pogovoru 2 uri od človeka in zveš te neke principe, ja, bodi zelo fokusiran na produkt, ne vem, ljudje veš, tu prideš iz neke, če bi mogoče ne bi imel dostopa do tega, tu poslušaš ljudi, ki imajo mogoče malo staromoden pristop, ja, ljudi moraš kontrolirati, moraš stiskati, moraš preveriti se za njimi, pa poslušaš nekoga na 50 lokacij, pa reče, ljudje morajo biti zadovoljni, moraš imeti svobodo, in potem ti rečeš, ok, poslušam malo bolj tega, ki ima 50 lokacij, kot pa tega, ki ima eno, pa pravi, da ta ne more funkcionirati brez njega. Ne. Super, ja. Brez kakšnekoli disrespekta, komorkoli realno, ne, ampak mislim, da so podcasti ogromno dali. Aljoša, kdaj je ta ideja dozorela, pa ne vem, si moral zvijati roke staršem, ko si se vrnil, kako ste do tega prenosa prišli? Je bila ta ideja že od nekdaj prisotna, ali ne vem, pol se ti stoji ne vrnil, ali še korak nazaj, je bila ideja skozi, da se ti vrneš? Ne, sploh ne. Sploh ne, ideja je bila, lahko bil kjerkoli. Da jaz ostanem v Londonu, ali pa da grem v Berlin, ali pa v Ameriko, ali pa v tujina je bila ideja, da jaz ostanem, zato sem šel tja, ampak sem se vrnil med korono. Takrat sem delal v startupu v Berlinu, ampak sem po 6-7 mesecih delal v startupu in po 2 pripravniških jaz hitro ugotovil, da bi res rad čim prej nekaj svojega začel, v smislu, da se podjetniško nečesa lotim, da ne delam nekje. In potem se je začela korona, marca, jaz sem en mesec po koroni dal odpoved, to je april 2020 in potem sem pol leta nekako razmišljal, kaj bom, kaj bi, gledal sem tudi neke razne inkubatorje, tudi v Berlinu, da grem tja z neko semi idejo in da potem tam inkubiram neko podjetje itd. Ampak sem v tem lockdownu sem seveda pomagal svojim postaviti, takrat še ni bilo Volta, smo postavili lastno dostavo, ker smo imeli, takrat 20 ljudi, pa 15 jih je bilo na čakanju, 5 jih je delalo to dostavo, da smo pokrili neke stroške, smo delali dostavo in potem sem se malo bolj vpletel v ta biznis in videl, da so res naredili super zgodbo, tudi kar se tiče z podjetniške perspektive. In potem ne vem, v katerem trenutku, jaz mislim, da sem se celo prijavil za nek ta pospeševalnik v Berlinu, ki je prav pospeševalnik za ljudi, ki pridejo brez neke konkretne ideje, da naredijo startup na področju umetne inteligence. Te sem tja šel, tam sem dobil nek case pravni in nisem dobil te pozicije, ampak jaz sem sebi rekel, ok, če tega zdaj ne dobim, to je bil oktober 2020, če tega zdaj ne dobim, če ne bom šel v umetno inteligenco, bom šel v čevape. Tako da. Brez umetne inteligence. Brez umetne inteligence. Ker čevapih je verjetno pa res lepo. 0. Potem sem rekel, če mi to ne uspe, ne bom več razmišljal, bom prevzel to zgodbo in bo to moja prva neka podjetniški projekt in potem se šel not v kuhinjo, da jaz sploh vidim, kako to funkcionira, ker nisem imel pojma. Niti sem jaz nek kuhar iskreno, niti v prostem času, da bi obstajala nek znak pa za strast neko v kulinariki na nek način. Ampak mi je normalno, ker je to moja pa naša družinska zgodba in sama zgodba mi je imela potencial, sem se potem odločil, da se to prevzame in v momentu, ko sem se jaz za to odločil, so
moji rekli, da je plan, da se pač oni umaknejo. Torej, ni bil, mislim, da smo mi primer dobrega prevzema, pa dober primer prevzema družinskega podjetja, kjer so moji bili pripravljeni takoj spustiti, čeprav se to ni zgodilo takoj, normalno. Jaz pa sem bil pripravljen se dokazati z delom. Nisem si mislil, zato ker sem študiral nekje, da bom zdaj prišel in pametoval, kje bi mi mogli kaj, ampak sem šel not v kuhinjo, ko smo renovirali, rečemo Koper, ko sem našel prvo lokacijo, nismo šli v veliko investicijo, ampak sem sam ogromno stvari naredil, ne vem, jaz sem z mizarjem demontiral ta lokal, ne, ker pač bilo ceneje, ne, ker nisem imel pojma, kako bo Baščaršija v Kopru poslovala. Ne, ali bo to dobra investicija, ali bo trajalo 5 let, da se povrne, itd. In potem so ogromno teh stvari sam delal, ne vem, tudi riso, ki bo šla elektrika, ne vem, neke stvari smo rabljene, kupili za to kuhinjo, itd. Tako da sem bil pripravljen delati na način, ki je mogoče težji, kot pa če bi samo rekel, ok, tu Koper, tu bomo vložili naj arhitekt riše, to je toliko, ne. In to odpiranje nove lokacije in hvala Bogu je bila oddaljena dovolj od Maribora, da sem jaz res tam samostojno vodil zadevo in imel priložnost postaviti svoj sistem dela. Ogromno podjetij družinskih nima te prednosti, da lahko odpirajo nove lokacije. Ja. Mislim, če nekdo ima orodjarstvo, je to ena tovarna in ti moraš na tej lokaciji spreminjati. Na obstoječi lokaciji je pa težko spreminjati zadeve, ker ti tudi nisi, da sem jaz zdaj zelo pameten, da sem delal, ne vem, v neki verigi restauraciji s 50, jaz takoj, da pridem, da postavim zadeve, da morajo biti tak, ne. Ampak ti eksperimentiraš, ti rečeš, ok, včeraj zmanjkalo tega, dajmo probati mi, ker sem videl to nekje, plan priprave. Pa dajmo mi, in potem on, ker je para v kuhinji, potem se mu to zbriše, on reče, joj, ne nam te plan priprave, ne znamo mi to, veš, ni to, nije ti ova engleska, veš, gor, ne. In to je na obstoječi lokaciji. V Kopru, ki pa je nova lokacija, so ljudje, ki sem jih jaz zaposlil in pol sem rekel, ok, to, in pol se mu zbriše, pol jaz prijem drugi dan, pa mu rečem, te pa s tem flowmasterom probaj. Pol se mu spet. Pol jaz grem, pa na tablico, zdaj pa na tablico naredi. In potem iz tretjega poskusati odpraviti, zdaj na tablico delajo checkliste, pa plan priprave, pa vse in to zdaj funkcionira. Ampak si mogel dvakrat, ne, uspeti. In to na obstoječi lokaciji, delati spremembe, kjer bo, mislim, jaz sem delal spremembe na naši obstoječi proizvodnji, ko rečem proizvodnja, mislim priprava lepin pa mesa, kjer sem njim olajšal delo. Torej, namesto da ročno delajo, so stroji delali. In so bili proti najprej. Ker vsaka sprememba, ne, si rekel, pa ne rabiš več deliti pa z roko. Daš not v stroj in mi to hitreje, lažje nam, ker so navajeni, ne. Tako da te spremembe v družinskih podjetjih, kjer ti nimaš priložnost pobegniti na drugo lokacijo, tam se potem, ko sem dokazal, da se na ta način da poslovati, da sem zaposlil vodjo, mislim, bil je takrat vodja naš natakar iz Pošne, sem ga promoviral vodjo, postavil ta sistem, sistematizacijo, procesi, kako se to vodi, kako se naroča, vse je nekako analitično skupaj narejeno. In potem je ta Koper delal promet, mislim, da je tu bil nek moment, ko so mu rekli, ok, ne. Znaš, dober si. Ne rabiš 10 let izkušenj. Super, ja. Jaz se, čeprav razumem, tvoja dva sta bila nekak iz faha, ne, iz strokovna vodja, ti pa bolj poslovni vodja. Ja. Absolutno, mislim, vse moji so tudi zelo poslovni, tudi moji niso, veš, da rečeš pravi gostinci, kot jih jaz doživljam, ne, ker so tudi na nek način iz potrebe po preživetju, pa ne zdaj, da bo to dramatično zvenelo, ampak dejansko po preživetju v Sloveniji, v novi državi, so šli v gostinstvo, ampak lahko bi na ta način tudi šli v neko drugo branšo, kjer so pač želeli narediti firmo, da lahko preživljajo svojo družino. Se ne hoče, to se v Mariborčani mogoče spomni pizzerija Galer. Ja, tako. Tako, ne, ampak oče je imel izkušnje v strežbi, odprej iz mladosti, mama je zelo dobra v kuhinji in potem je to bila neka naravna odločitev, da se gre v gostinstvo, absolutno, ne. Super.
Super, ta etnološki vidik, da vaš omeni, Ja. nekaj si ne spomnim, ampak me zanima, ne, pravna oseba je tudi etnorestauracija, Ja. seveda Baščaršije so etnohiše. Ja. Koliko je pomemben ta jaz vidim kot neki emocionalni vidik, Absolutno. da to z ljudmi povežeš? Koliko je Absolutno. to pomembno? Jaz mislim, da zelo, in mislim, da je to nek kompleksen aspekt te naše zgodbe, ki pa je nastal na nek način naravno, ker je nastal najprej iz mojih staršev, jaz pa sem to, bi rekel, zgodbo skozi odnos z ljudmi, ki so tu nadaljeval, v smislu, kaj je dokaz tega, da je to pomembno. Zdaj jaz ne vem, kaj, to je vse skupaj. To je in interjer, in naš odnos do zaposlenih, in to, da so zaposleni na nek način iz Bosne in da prenašajo ta duh in našega odnosa do njih in svojih korenin iz Bosne prenašajo na goste. Na razne načine, z humorjem, s pristopom, z energijo. Tako da obstaja neka energija v tej Baščaršiji, ki ni analitično skovana, tako je skovan ta meni. Ne? In to je meni največji dokaz tega, da jaz sem v zadnjih 2 mesecih s 3 osebami se sem pogovarjal, ki ne jejo čevapov, ne jejo mesa in pravijo, da obožujejo Baščaršijo. Pač grejo tja in jejo. Ker so vsi drugi momenti. Ker so vsi drugi momenti. Ne? Jaz sem na fizioterapijo, ne vem, če prav, da jo menimo ali ne? Ampak je pozitivna Tanja Lončarič in ona, jaz mislim, da ne je mesa, če se prav spomnim prej, jaz takrat, da pridem k vam. Doživetje, ne? Ampak to zdaj, kaj to ni, meni se to ni vsedel v sobo, tako se vsedel v sobo za jedilnik, pa sem rekel, to je to, ta trošek. To je enostavno nastalo in super, da je to in to se treba na nek način ohraniti. Ne? Viš, in zato ne potrebuješ vege čevapov. Kak? Ne. Pa tiš gosta, ravno. Tako. Ja, skozi ta interjer, skozi energijo. Vsaka neka skupnost ima svojo energijo, ne? In firma, in mesto, in družina, itd. In to zdaj, to se zelo težko dizajnira ali pa blansko ustvari, to enostavno pride iz same osebnosti ljudi in iz njihovih interakcij. Ne? In mi smo pač firma 80 ljudi, ki se je začela z energijo, izvorna energija je mojih staršev, ampak preko zaposlenih, ki imajo ta bosanski, balkanski duh na pozitiven način in naš, jaz mislim, odnos do njih, ker moj odnos do zaposlenih je zelo pozitiven. Jaz mislim in mislim, da bi to oni tudi rekli. Zelo probam voditi z empatijo, zelo probam razumeti, poenostaviti, če se naredi napaka, razumeti, da so napake normalne itd. In mislim, da potem ta način vodenja tudi njim omogoči, da prenašajo pozitivno energijo dalje na goste. Ne? Ker dostikrat se zgodi, prideš v lokal, pa je nekdo mogoče ni najboljše volje. Zelo verjetno je, da je nekdo, ki vodi ta lokal, enake voljenje preneso voljo na človeka, ki streže. In ta isti človek, mogoče, če bi šel v drug kontekst, bi bil napolnjen s pozitivno energijo, ki bi prenašal na gosta. Ne? Tak da. Moraš to reševati tudi na dolgi rok. Nekaj so ti dnevni momenti, Ja. kaj pa si sam, da mogoče pa kaj ne funkcionira tudi tak sicer nasploh. Absolutno. Ne, pa pravim, pri nas je dolgoročno nastavljeno tako, da je konstantno neka pozitivna energija, pa da tudi, če so napake, da kako bi rekel, ni. Pri nas ni, v gostinstvu je dosti tega dretja, kreganja. In normalno, v gužvah med kuhno pa natakarjem je vedno nekaj. Ampak jaz ko vidim napako, pa tudi, če se meni zdi, pa kako je zdaj to možno, da ti je kartice, ne, te zmanjkala za kamero. Ne? Je nekaj normalnega, ok, dajmo narediti proces, ne, da ti imaš pred podcastom, imaš checklisto, greš vse skozi, imam kartico, imam to, pa naslednjič. Pa dokler se ti nisi navadil, boš tretjič spet. Zdaj, če boš 5-krat naredil napako, se bo sedla in rekla, ti nisi zainteresiran za to delo, ampak da se ti zgodi napaka, da ti zmanjka kartice za kamero, mislim, da se vsem nam lahko to zgodi. Ne? Lahko pa imaš perspektivo, da prideš, pa se dereš na njega pred vsemi, da tako ti pokažeš njemu in da se on pol iz strahu tega ne naredi. Ampak mislim, da to ni pravi način. No. Če obstaja neki manual, priročnik za strežno osebje, kako handlati recimo goste, ki so verjetno kdaj tudi izzivne. Ja. Predstavljam, imate nekaj tu, ali tu tudi ta bosanski melos pride do Mislim, da je tu zelo pomembno v gostinstvu, da
dostikrat je napaka, da skušajo v strežbi. Obstajajo gosti, ki imajo legitimne, 90% gostov imajo legitimne pripombe, zahteve, itd. Obstaja 10% gostov, ki ima ne čisto iracionalno, ampak teh 10% gostov ti popije energijo za 200%, za 2 restauraciji, ne. In v teh momentih je zelo važno, in jaz na takrem pravim, vi se na teh momentih, na iracionalnih gostih se vi dokažete, a lahko vi spreobrnete tega človeka. In jaz njim rečem, mislim, bodite šmekerji, ne. Ja. Torej, bodite šmekerji, ne dokazovati za gost. Primer. Gost, mi imamo kečap Felix. V tušu ga kupujemo, Ingro tuš, ne. Ni lastna proizvodnja kečapa, ne. Okay. Dobro? Sem oddal skrivnost. Ja, razkril Dobro. sem nekaj. Ja. In ta kečap je nepekoč. Dobro? Gost dobi, jaz zadnji sem imel, to imate zdaj pekoč kečap. Opcija 1, se kregaš, ni pekoč. Opcija 2, boljša, takoj zamenjamo, greš v kuhno, Istega. daš istega, evo, izvolite, zdaj je super. Aha. To je za irec. Ja. Čakamo že 20, pa ni čakal dosti. Čakamo že 40 minut. Ne, čakate 20 minut. Normalno, neko mejo moraš imeti. Neko mejo dostojnosti, ne, se pravi, mora biti meja tudi jaz, kjer svoj stav branim, normalno to ne povem, nekdo pride in kleje in ne vem kaj, normalno ne bom rekel svojemu natakarju prilagodi se, ne, ampak bom postavil linijo. Ampak v gostinstvu je ta linija mogoče, ne, moraš gostu malo več, to je pač del strežbe. Ne, nimaš se ti kaj prepirati s tem. Isto, jaz se spomnim v Ljubljani za kajmak. Naš kajmak je proizvodnja res industrijska, torej ni z neke farme, zato ker je to zelo težko dobiti. Za iz Bosne pa drago bi bilo, pa pokvari se hitro, ampak to pomeni, da je naš kajmak dober, ampak je še boljše, je vedno enak. Dansko je vedno enak, res. Industrijsko je, zelo je skontrolirano. In pride gospa v Ljubljani, prvi dan super vse, pride tretji teden, kajmak ste spremenili, ne vem kaj je. In zdaj jaz, nimaš se kaj ti tu razpravljati. In jaz njej rečem, veste kaj, mogoče je pod drugo ne, spet se malo na njeno stran postavim, njeno perspektivo. Mogoče ste danes ta kajmak, da že mogoče je temperatura malo druga. Jaz si rečem, je to industrijska proizvodnja kajmaka, zelo težko, ampak verjamem, da je vam drugače. Mogoče je temperatura, mogoče ste ga vi jedli sveže iz hladilnika, pa je bil na 4 stopinjah, zdaj pa je na 10, 11, malo se dobro, ok. Ja, spretnost. Ne, to so te spretnosti, se mi zdi. Da mi nam se zdi Slovenija majhna pa to, ampak zagotovo so razlike med lokacijami. Kaj je v Kopru drugače, kot je, govorimo o trgu, o ljudeh, kaj v Ljubljani drugače, kaj je, čem je vsaka lokacija specifična? Ja, v Mariboru se spije največ špricerja. Ne, to je res, mislim, mi imamo Frešerja, ne, kot hišno vino in potem, ko načeloma so zelo podobne, Poštna Ljubljana delata podoben promet, ne, Koper dela malo manj in Gosposvetska ne. In potem, ko ti primerjaš izdelki, kako se prodajajo, ne, je to tu nekje, Plošče največ, pa veliki čevapi, ne. Ampak potem pogledaš potrošnja vina belega v hišnega, ne, pa je to krat 10, ko v Ljubljani, a pa krat 8. Kaj pa se tam torej pije? Pa tam ne pije, tam pijo pivo, ne pijo, to ni te kulture špricerja, ne, pijo pivo. Mi nismo restauracija nismo. Normalno mi naslednji korak, ko bomo ta produkt za hrano rešili s centralno kuhno, normalno nadgraditi tudi vinsko karto, ampak pametno, ne pretirano, za te ljudi, ki pridejo v Baščašejo, k nam hodijo ljudje v Baščašejo, ki slavijo, ne vem, 10 let odvetniške pisarne, 60 let, ne vem, poslovni sestanek in bi si želeli dobrega vina, ampak jaz nočem dati v našo restauracijo dobro vino, ker mora biti drago. In če nimamo osebja, mi imamo 22-24 natakarjev, če nimamo treninga osebja, da zna nekaj povedati o tem, vsaj en stavek, pa če ga vpraša, ne, to je, ko ve česa, ne vem, ne moreš ti prodati, pa če nimaš pravih kozarcev, ne moreš prodati za 50 evrov flaše. Ne, tudi če bi šla, jaz enostavno nočem tega in mi delamo na tem, da ti, ko prideš v našo restauracijo, naročiš za 4 ljudi, proslaviš in nimaš občutka, da si zdaj preplačal. Če pa jaz dodam tu vina in natakarji mislijo, da bojo delali dobro zgodbo, če bojo prodali draga vina, ti bo na račun 200 evrov dodal 2 flaši vina in boš imel račun 300 evrov. In potem vse to naše delo, da ostanemo, ne, kje bomo optimizirali, da ti lahko ješ za pod 10 evrov nekaj, ne.
je šlo v vodo. Tako da se vrnemo na razlike. Ne vem, v Ljubljani se dosti več prebranca poje, rečemo, ker mislim, da je tam več srbskih zgodb in prebranec je, prebranec je zdaj ne originalno, ne vem, kaj pomeni originalno, ne makedonska, zdaj, ampak je v Srbiji zelo znam, prebranec ni neka stvar, ki jo ti naročaš v Bosni. Je pa zelo popularna jed pri naših gostih, od teh kuhanih jedi najbolj prodajana, ker je kot priloga, pa tudi kot samostojna jed, ampak v Ljubljani se največ tega proda, ker pravim, so navajeni, ne vem, iz gostilne Čad, iz Momota, to so vse neke zgodbe, ki imajo bolj to, rečemo, če smo mi bolj balkanska, ampak bolj na bosansko stran, so oni bolj na srbsko, kaj se tiče kulinarike, ne, tako da se dosti tega proda. Je pa relativno podobno. Zdaj, kaj bi bile razlike? Mislim, vedno je miks ljudi zelo raznovrsten, vse posod. Torej, lahko vidiš, so in lokalci in turisti. In lokalci in turisti. In v Ljubljani so in lokalci in turisti. S tem, da je rečemo v Ljubljani, ker je ta glede na število turistov, ki pride v Ljubljano, je center zelo majhen, mi smo v centru, imamo res, mislim, da k nam julija, avgust, lokalci ne hodijo, ker je kolona. Se itak umika lokalci iz središča. Kratke se nimajo, ne to, se hodijo, ampak mi imamo kolono turistov, ki čaka julij, avgust, pred Ljubljano. Mislim, jaz tudi ne bi čakal, ne? Kot lokalec. Počeš pa pojesti. Počeš piti pa pojesti, nimamo mi te kulture, da jaz v Sloveniji čakam na to je res načevalju. To je nepredstavljivo. Tako da potem se malo umakne in ne hodijo, ne zato, ker ne bi hodili, ampak ker vejo, da je gužva. A pa grejo ponedeljek ob, ne vem, ob 12. Drugače pa je zelo zanimivo. Mislim, tudi promet nekako zanimiv, Poštna, Ljubljana, ne vem, ko je slab dan, sta v 100 evrov ima ta promet. Ne vem, res je. Zanimivo. Kot da skup dihata. Kot da skup dihata, ne vem. Prav slab dan, zdaj se nima veze, zdaj vreme. Nekaj je, ni niti vreme, niti nič, ampak slab dan je, ljudi ni. In tam slab. Ja. Od razlik malo k poenotenju, blagovna znamka. Ja? Ti si to pa, Mariborčani se sva Sarajeva spomnil, Mariborski si pa čal, in ker si vmes že tudi omenil burek, ki ga zdaj več ni. Ja, ni ga, žal. Ne, čeprav se te... žal, kalkulacija. Fokus, ja. Fokus, ne. Ja. Burek je bil drugače biznis, ne, ampak... Jaz mislim, v tistem, iz bureka se da narediti biznis. Tudi naša zgodba je mogoče odprta zato, mogoče ne v restauracijah, zato ker je meni malo burek moti na jedilniku, zato ker je naš jedilnik zdaj tak zasnovan, imaš žar, imaš kuhane jedi. Te kuhane jedi lahko vzameš tudi za predjed, ampak point je žar, solate, sharing, ne? To poješ sladice. Burek je za mene bolj jed, ki si jo ti vzameš za domov, ki si jo vzameš v papir, ni za mene toliko jed, ki se ti vsedeš. In bi mi bilo škoda, da nekdo se vsede in je burek, ne je pa žal, ker potem se malo imaš te kanibalizacije. Ne? Okay. Druga stvar je ta fokus. Mislim, mi še danes je zdaj z vodjo centralne kuhne, pa gremo do drugega dobavitelja, komaj zdaj ugotavljamo spet za čevap, ki smo ga že obdelali 20 let, pa kak je lahko boljši, zakaj se nam to zgodi, zakaj se skrči, ne vemo. In potem ugotavljaš, to je, nisi ga dobro ohladil, stal je, ne vem, 2 uri na sobni temperaturi. In jaz mislim, da za dober produkt dolgoročno moraš imeti fokus. Burek pa je čisto svoja filozofija. In če ti, zelo ga je drago delati, če ga ne delaš velike količine, da se ti splača kupiti stroj za tanjšanje testa, je zelo drago, zato ker ni dosti ljudi, ki to znajo dobro delati. In ker jih ni dosti in že imajo v Bosni, v Srbiji izredno dobre plače, kjer tega gre dosti, ker je to vsakodnevna hrana, bi tu pri nas bilo to, ne bi imelo take ekonomike. Zdaj, da se vrnemo, če je bil dober biznis, je se prodalo. Zdaj, če ti pogledaš promet, koliko je ustvaril, da ga ti samo umakneš, je to bilo, kar, ne. Po drugi strani, v Bosni, v Srbiji nekdo pride, vzame, daj mi pol kile tega, takoj kilo vzame, ne. Pri nas na sosedski pa je bilo, da mi eno palčko, ne. Da eno palčko, ne, to. Pa da mi drugo palčko. In to je pol bilo, kaj ena palčka bila, ne vem, 60 gramov, 120 gramov, krat 7 evrov, euro 12, čakaj, da vam vrnem evro.
čakaj, 8, samo malo, to gosta, 8 centov, evo ti veš, jo, kak je dober oni burek, €1,70, razumeš? Pa cela organizacija, pečenje, to in pol stran mečeš za 3 palčke, ne. Ja, veš, ta percepcija ljudi, ne? To je točno to, ne? Ampak pa percepcija z vaše se čist Ja. dva čisto različna pogleda. Ja, Tak je, ne? absolutno. Mislim, jaz To če bi so vsi okali za njima. Ja, vem, saj še danes, jaz, zato ker je, zdaj koliko, 2022, 3 leta, odkar smo mi prenovili, glih je bilo pomlad 2022, torej 3 leta, še danes znajo ljudje priti na Gosposvetsko, imate burek, ne, in jaz vedno, ko pridem na Gosposvetsko s svojimi zaposlenji, imate burek, veš, a imate kaj, nimamo, joj, to. Pa gled, če ga 3 leta ni bilo, ne? Ja, vidiš, če človek po 3 letih prije, vi od tega ne morete živeti. Je prostor za to, rečemo mi, če bi se razvijali, če bi rekli, ne bomo se šli izven teh meja, odprli smo dovolj restauracij, da ne odpiramo dalje, bi šel mogoče v zgodbo Baščaršija burek, kjer bi delal centralno proizvodnjo sam teh burekov, ki bi jih pošiljal po lokacijah, manjših lokacijah, tako je burek Olimpija, rečemo, kjer ti dela en človek in kjer ti priješ za to gol. Lahko tudi ješ tu, imaš malo mizico, ne? Ja, ampak kot, ja, je za zraven hrana. In ne zbiraš palčke, pa to, ampak dobiš porcijsko. Dobiš porcijsko 5, tu imaš, to je ne vem, koliko je, €4,50, ni važno, bla, bla, bla. In potem to delaš na veliko in potem odpreš, ne vem, tu v centru, v Ljubljani v centru, odpreš v Kopru, odpreš, ne vem, in greš to zgodbo. Iz tega se da, ampak to je čisto nekaj. Ampak sicer z vidika razvoja blagovne znamke pa itak smiselno, poenotenje. Ja, poenotenje, absolutno. Vsod, kjerkoli boste, neka širitev je. Ja. Ne o franšizi, ampak o širitvi lastnih poslovanj. Vi tudi sicer prostore kupujete. Ja, mislim, ko nam uspelo nam je do zdaj, to ti si lahko želiš, ampak ljudje dobrih lokacij ne prodajajo, tako da to je še nek nepremičninski biznis zadaj, kjer moraš najti te lokacije, oceniti, da tu Baščaršija bo delala in da za vsak nepremičnin, mislim, za večino nepremičninskih poslov ti rabiš neko srečo, da nekdo želi, mora prodati to lokacijo ali pa ne vidi te vrednosti v tej lokaciji, ki jo ti vidiš, ne. V Kopru smo mi bili najemniki 1 leto in potem se je zgodilo lastniku pač situacija, da je moral prodati, ne za nek bankrot ali nekaj tajega, ampak na drugi strani je imel neko obveznost in mogel pač likvidirati to zadevo in hvala Bogu je po 1 letu smo se uspeli dogovoriti za nakup. In potem je dosti lažje, ker da ti poslovalnica v redu posluje, moraš vložiti v kuhinjo, v prezračevanje, v zadeve, v WC, ne vem, v kanalizacijo, v zadeve, ki jih ne moreš vzeti, če greš ven in torej plemenitiš tujo nepremičnino. Okay. Po drugi strani, ti, ko dobro delaš, ti povečaš vrednost te nepremičnine. Zakaj? Ta lokacija v Ljubljani se je dala v najem. Za rečemo, ne vem, 2500 evrov je bil najem. To je zato, ker so bile not lokacije, ki niso uspeli na tej lokaciji narediti biznisa in meni je bilo rečeno, ta lokacija je slaba, tam ne gre, tam se že... In jaz, ko to slišim, meni je to super. Meni je to super. Top. Ja, ker to pomeni, da bo lokacija verjetno podcenjena. Okay. Glede na to, kaj jaz vidim, ne, to ni to. Jaz verjamem, da bi zdaj za Gosposvetsko rekli, to ni to je mrtva cona, to je glih med centrom pa Trastom, tam ni nič, zakaj bi tam na Gosposvetski odprl, pa lokacija dela super. Ne? Pa je bil tak zapuščen paviljon v bistvu. Tako, zapuščen paviljon, to ne zgleda, nimaš niti zdaj rečeš nekaj parkingov, je parking za par avtomobilov, ampak nekako funkcionira. Skozi gre. Ja. In ti prideš not, narediš določen promet in ko je nek določen promet že noter, če bi ti bil lastnik nepremičnine, bi lahko dosti večjo. Če bi jaz zdaj rečemo tebi prodal Baščaršija, da ti posluješ v Ljubljani, jaz pa obdržim nepremičnino, bi se mi dva zlahka zmenila za dosti višjo najemnino, ker bi se tebi to splačalo. Kar pomeni, da bi jaz, če bi ostala to lastnica, bi prišel not na 2500 in zato se to potem tudi dogaja, da više. Je to nepremičnina, ki je vredna 2500, hop, Baščaršija eno, zdaj pa je vredno, ne vem, 8000 evrov najemnine na mesec, ker se pač splača delati biznis tudi za to najemnino. In če je višja najemnina, ki jo lahko pobiraš na to nepremičnino, pomeni, da je vrednost nepremičnine dosti višja. Dajmo zdaj ne pretvaramo za krat 2. Torej si ti nekomu za krat 2 povišal vrednost nepremičnine. Je zelo pametno, da je sebi povišaš. Kupiš nepremičnino za kredit in ti, tak ti je biznis vreden, ampak ti si vrednost nepremičnine povišal. To je ta drugi finančni aspekt. Prvi je pa to, da imaš ti dolgoročno kontrolo nad to lokacijo. Torej tudi, če imaš najem za 10 let, po 10 letih on lahko pride, začne komplicirati, da abnormalno visoko
noče nič vložiti, hoče dati ven, proda nepremičnino nekomu. In je osnova tvojega biznisa je ta lokacija. In če imaš ti tu problem, da je nekaj nejasno, zdaj je to naša lokacija, mi lahko delamo z njo, kaj hočemo. Pušča streha, bomo investirali v streho. Vzeli kredit na 15 let, investiramo v streho, se to amortizira in je to ok. Zdaj pa, da jaz prosim nekoga, veš kaj, mi imamo v pogodbi, da moraš ti vse te, ne bi zdaj strehe. Mislim, da je v redu, veš, dajte malo, bomo to in pol pride pokr, pa to pol na drugi strani teče in tebi to vpliva na biznis, na goste. In potem se ti ukvarjaš z kanalizacijo, z streho, s prezračevanjem, ne ukvarjaš pa se s produktom, z gostom. In že tu zgubljaš. In zgubljaš, ne? In ne moreš biti konkurenčen, ne moreš dolgoročno poslovati. Baščaršija v Londonu, kdaj? V Londonu ne verjamem. Prej, če v tujini bi to bila Avstrija, Nemčija. Aha. Avstrija, Nemčija, Dunaj, München in tako naprej, zato ker prva asociacija je normalno, da je ogromno ljudi iz XU tam, ampak to niso primarni gosti. Niso primarni gosti bi bili Avstrijci, Nemci, ki poznajo že balkansko hrano. V Angliji ne poznajo balkanske hrane, ker ne obstaja kulture balkanskih priseljencev tam. Tam se ni šlo, ker ni bilo, šlo se je v Avstrijo, šlo se je v Nemčijo in oni so prinesli, Balkanci so prinesli tja svoje, torej imaš da so ljudje tam spoznali, plus oni potujejo na Hrvaško skozi Slovenijo, so blizu teh Bosni in tako naprej, ti si z Dunaja, če si z Dunaja. Jaz še nekomu Avstrijcu rečem, jaz smo restauracijo vprašal, kaj jaz pravim, balkanska hrana, čevapi, ve. Jaz če rečem v Angliji, kaj je to, ne vem, čevapi, minced meat, ok, dobro. Ne ve kaj, minced meat rolls, kaj, ok, Lebanese. Za Zajferk, tako da. Ja. Ima tak že za Zajferk. Ja. Full English bread. Tako. Si že dobil mesa za en teden. Ja. Tako da. To Avstrija, Nemčija ali pa Dubaj. Dubaj, ravno zato, ker je ta odprt, torej ta je dokazal, da lahko. Ker je to zavedanje, zdaj pred trge. Oni zdaj vejo Bosnian House, čevapi in zdaj ti vstopiš z drugačnim konceptom, mogoče boljši čevap, mogoče malo bolj razširjena ponudba. Tam je bolj čevapdžinica, mi smo bolj etno restauracija, in imaš že trg, ki ga pobiraš. Najtežje je ustvarjati trg, v smislu izobraževati ljudi. Lažje se priklopiti na ta. Tako, jaz vedno rečem, ne vem, ljudje vedno rečejo, tam tega ni, jaz pa rečem, na Antarktiki tudi ni čevapdžinice, sta razlog, ker pač ni ljudi, ni trga, ne vem, v Sahari tudi ni nobene čevapdžinice, pa ne moš verige tam narediti. Težko. Zato je Ljubljana meni bila, vsi so rekli, sem v Ljubljani dosti konkurence. Sem rekel, super, ker jaz sem probal vso konkurenco in meni se je zdelo, da imamo mi svoj prostor tu in s kvaliteto in z zgodbo in to se je izpostavilo, da je res. Je razlika, se potrdilo. Tako je razlika med nami. Kaj pa nastanitvene, kaj pa to me še zanima tudi to? Ne. To sem dal stran, spet fokus. Smo imeli tu 5 apartmajev. Zdaj tak, mislim, restauracija, če dobro dela, so 4 mize bolj vredne kot 4 apartmaji. Če je polna restauracija. Zato, ker, mislim, ti če mizo 5-krat obrneš ta dan, je dosti več. To je z finančnega vidika. Z drugega vidika je ta fokus, veš, ti, ko postavljaš neko stvar, da je ista na vseh lokacijah, naprimer imaš plan čiščenja. In imaš spisan plan čiščenja po korakih, prvo sesaš, prvo brišeš pulte, vse pa potem sesaš. Poštna, mi ne moramo sesati, ker zbudimo gori goste. Ne moramo pol sesati, ker oni že delajo. In obtičal si na planu čiščenja, ne moreš iti dalje. Ker nimaš tega fokusa, Se znebiš? To ti uniči. To ti uniči, mislim, to se zdaj zdi kot banalni problem, ampak teh banalnih problemov je na produktu, na ljudeh, na onem, na nepremičnini, na temi. Ti moraš to postaviti, to funkcionira, greš dalje. Ne moreš se ukvarjati za čiščenje, kak si plan čiščenja mora biti, McDonald's ima plan čiščenja, konec, noben ne hodi za čistilko in on reče, nisi tu, obstaja checklista, vodja ima na svoji checklisti, da to preveri in to je konec. In vodja 6 lokacij pride enkrat na mesec, da vidi, če je prah gor in če je, da njemu oceno, on da njemu oceno in tako naprej. Ni zdaj tu nisi tam očistila, ne znaš očistiti, da se ukvarjaš z osnovnimi zadevami. In ta fokus je bil to. Sem pa si tudi želel, zato ker imamo že neke pozicije, ki so vodja kadrovske, vodja financ, v financah rabimo še enega za administracijo, torej to so že 3.
Sestra, če se bo odločila, mislim, se je odločila, da se bo vključevala, ampak če to še drži, ko zaključi faks, ima tudi, rečemo, pozicijo neka, ki je osnovno pisarniška v smislu marketinga in tako naprej, rabi svoj prostor. Sem jaz želel nekje narediti kot neko centralo, kjer bi bile pisarne. Ne? In potem, ko sem gledal to za najem, da je to oddaljeno nekje, mi je nekako spet bilo ljubše, da je to v enih od restauracij in v tej originalni. Baščarši in zdaj smo mi v prvem nadstropju, jaz smo svojo pisarno v enem apartmaju, ne, smo dali ven zadeve in smo ga preuredili v pisarno. Drug apartma so 4 mize, je znak, logotip, ne, na steni Baščaršija, so slike tudi iz večera, ki smo jih dobili od press clippinga, za njih, ne vem, 10 let. In je fajn, da nekdo tudi, ki dela kot kadrovska, kot finance, je povezan z korom tega biznisa. To pa je, da mi pripravljamo in strežemo hrano za goste. In oni grejo skozi in vidijo ljudi, ki delajo, vidijo goste in začutijo, da ne bi se ta centrala oddalji. Ker kak se centrala oddalji, potem ne čutijo tega, potem veš nekdo iz financ, mogoče, če bo prišel nekaj, pa zakaj mi ne more zdaj on tega poslati? On pa ga vidi, da so on Švica tam, ker streže gosta in da dela mogoče ta dan 9-10 ur, ne, in da ga oni mori in mu bo rekel, dobro, saj vem, da je jutri mi prinaj. Zakaj mi ne more v petek? Jaz rabim to v petek. On pa ko vidi, ne, in vidi, ne. Tako da je bilo fajn, tako da imamo zdaj gori mi, je kot neka uprava, vodstvo je gori v prvem nadstropju. Iz enega apartmaja, tistega, ko priješ takoj po stopnicah, zgolj levo, to je bil apartma 2, pa smo naredili še eno sobo za goste. Takže še 30 ljudi, ki jo polnimo po potrebi, ko so polne kapacitete restauracije. Je pa super, taka soba malo drugače zdizajnirana, malo bolj intimna, kjer so že ljudje začeli rezervirati za take zaključke, ali pa če imajo 20-30 ljudi, da imajo intimo, da se zaprejo, da niso v restauraciji, ampak so malo umaknjeni, tako da je to, ja. Super. Ja. Za konec centralno kuhinjo smo dali. To je nov projekt. Kaj ta prinaša v bistvu z vidika posla? V bistvu? To mislim. Centralna kuhinja prinaša centralizacijo priprave in predpriprave vseh jedi, ki jih mi nudimo, ali pa tistih, ki jih lahko, v smislu. Mi imamo meso, ki ga pečemo na žaru. To meso, ko pride od dobavitelja, zdaj, če je to za čevap, za pliskavico, za šuđukico, ga treba zmlet, je treba soliti, je treba narediti nek tehnološki proces z temperaturami in ga je treba oblikovati do mere, ko gost naroči, da ima ta žarmojster to že pripravljen, da samo da na žar. Torej, žarmojster ne pripravlja pri nas po naročilu čevapu, ne enega po enega ali pa pleskavice po enega, ampak že ima to pripravljeno, da dobiš hitro. To je, kar se tiče mesa. Torej, mi smo to že delali za čevape, lepini in tako naprej. Zdaj bomo vso meso na ta način pripravili v smislu. Pri nas je do zdaj žarmojster zjutraj na vseh 4 lokacijah je dobil kos teletine, ga je očisto, ga je proporcioniral, ne, in potem si ti to dobil, ne vem, ali v obliki ražniča, ker si on to pripravil. Zdaj pa bo to v centrali. Bo v centrali prišla dobava, bojo tam rezali, dali v posode in pošiljali po lokacijah. To pomeni za ta del, da bo enako soljence posod, da bo kontrola surovine na enem mestu. Torej, če nekaj pride sabo, je to vodja centralne kuhne, ker se lahko posveti, ker nima tu, da se mu že začnejo naročila pa nekega problema v restauraciji, ampak se posveti, pregleda vso robo, bomo lahko boljšo robo naročali, zato ker če jo na eni lokaciji naročamo in če jo moramo naročati od ene kmetije mi ne moramo zahtevati, da nam vozi na 4 lokacije. Če pa je nekaj res dobro, pa lahko mi gremo v Zagreb z vozilom po to, če je na Hrvaškem nekaj boljšega. Lahko gremo po to, v centralo pripeljemo in tu proporcioniramo in pošljemo dalje. Ne? Kaj pomeni, kontrola kvalitete dobave je boljša, kontrola kvalitete priprave je boljša, torej je boljše za produkt. To je, kar se tiče mesa. Potem pa nekaj, kar bo nam novo, je pa za vse te kuhane jedi. Čorbice, čuftice, paradižnikova omaka, baklava, slive z orehi, vse, kar se termično obdeluje in potem ohladi. Tako ti, ko naročiš, rečemo, ne, upam, da veš, kako to, ker dosti ljudi ne ve, da priprava, rečemo, nekih kuhanih jedi, ki traja, ne vem, 3 ure, da ti skuhaš, se skuha, se pravilno ohladi, ne,
in potem se da v hladilnik in ima to rok trajanja glede na surovino 2 do 3 dni, mora biti, ne vem, na 2-3 stopinjah, še boljše je, če se vakumira, mi bomo še vakumirali v centrali, potem ti, ko naročiš, imaš ti čorbo, ki je hladna, ki je na 2 stopinji in jo termično obdelaš. V smislu, jo daš na štedilnik, pogreješ, da prebije vsaj 80-90 stopinj in potem ti dobiš toplo čorbo, ne. In zdaj na vsaki lokaciji smo mi pripravili, rečemo, baklava in potem je bila tam taka, tudi taka, pol je tam problem, riž malo tam razkuhan. Zdaj bomo na eni lokaciji, evo za prebranec rečemo, skuhali 150 litrov, ohladili v hitrem ohlajevalniku, ki podaljša svežino živilu in še vakumirali. In potem to vakumirano po hladni verigi, to pomeni, da je tudi kombi hlajen, ne, gre iz hladilnice v hladen kombi, iz hladnega kombija v hladilnik na sami lokaciji. Ko boš ti potem naročil, damo prebranec, ga pogrejemo in se da to pripravljati torej na veliko, za več lokacij, celo za 2 dni. Kar pomeni, da če bom jaz v petek prišel, probo z eno žlico juho ali pa prebranec, jaz bom vedel, kak je okus tega prebranca na vseh 4 lokacijah danes in jutri. Ne? In še ena boljša zadeva, tam potem delamo fokusirano eno jed za eno jed. Torej naredi to jed, zaključi in gre drugo jed delati. Kar pomeni, da lahko zahtevaš res, da se posveti detajlom. Na lokacijah, ko imaš 6-7 jedi, dela naenkrat. Dela tam to, tu dela to, on jo kliče, roba je prišla, tam se je malo razkuha riž, razkuha se mi riž, in to je vse narejeno zato, ker hočemo utrditi in še izboljšati kvaliteto in samo konzistenco kvalitete v naših restauracijah dolgoročno, ker največji riziko za naš brand in za našo firmo je, da začne, tako vemo pri restauraciji, hrana degradirati. Ne? In vse, kar lahko naredimo, da se ta riziko eliminira in da mi postanemo še bolj znani po tem, da ti, ko prideš tja, točno veš, kaj boš dobil. Super, to mora dolgoročno štimati. Ne glede na odpiranje novih lokacij, ali pa če ostane v te 4. Tu ostane še samo moment žarmojstra. Tu ostane moment žarmojstra, še v bistvu, ker ampak tudi to izobražujete v bistvu lastno sistematično. Ne? Ja, mislim, to bo bolj sistematično kot zdaj. Zdaj ni tako sistematično, kot bi si jaz želel. Je pa res, da vsi, ki delajo zdaj v Ljubljani, v Kopru, so bili v šoli na Poštni. Okay. Ne, ampak obstaja tu ogromno zadeva, ki potem začne variacija, ampak to jaz konstantno jem v naših restauracijah. To ne pomeni, da jem obrok, ampak konstantno sprobam eno malo stvar, ki na tak način zelo gotoviš. In zelo sem pozoren na detajle, ne, tam izgleda, ne vem, film izgleda drugačen kot tam, zakaj se ne sveti tako. Potem greš in potem vidiš, da je on spustil sebi malo žarke, mu lažje delati, ne. Potem jaz rečem vodjam, dajte vsi izmerite temperaturo žara, na koliko delajo, označite tam tako resico, da vsi delamo na 300 stopinjah na tej plošči, pa 400 na tej plošči, ne, da ne bi nekdo si spusti temperaturo, ker mu lažje delati, gost več čaka in dobi termično obdelano na način, ki mogoče ni tako okusno, ni tako sočno, ki ga dljega, pa ga izsuši, mora ga prebiti temperatura, da mu naredi skorico, da se termično obdela do to in da sočnost ostane. Ne. In tu je potem tu mora biti še bolj šola, ne, da se to razloži, da obstaja knjigica, da gre on skozi, da po checklisti to dela in tega se bomo tudi lotili. No. Super, fusva bila še pred koncem, še pred zadnjim vprašanjem. Kaj pa naslednja velika stvar v gostinstvu, balkanski kuhinji? Ne vem, smo tako drzni, si upamo, Kaj bo naslednja stvar? Velika stvar. Vekli naša. Ali lahko balkanski kulinari, ali pa kaj boste vi uvedli, recimo, če kaj razmišljate o nekem takem preboju, čeprav veva, da je treba ostati zvest tradiciji in da ni čas za revolucijo, ampak lahko je nov način strežbe, lahko je nov, ne vem, omenja vsi ta sharing, recimo, balkanski, ki ni kaj takega, mogoče kaj druga, kar ti vidiš kot neko veliko stvar v kulinariki, balkanski. Pa kaj jaz vem, ne vem, kaj bi rekel, ogromno teh zadev, kar se tiče to, kar si omenil, mogoče malo približko temu fine dining konceptu ali pa sharing konceptu se dogaja v Beogradu. Aha. V Beogradu zelo radi vzamejo, kot to je naše in mi bomo zdaj to predstavili na en sofisticiran način, ne na nek, rečemo, ne vem, street food način, ampak sofisticiran. In očitno je, da jim je uspelo tudi to zgodbo prodati v zelo težkem trgu, to pa je Amerika, v Washingtonu spet omenjam Ambar. Tako da mislim, da je tu prostora za balkansko kulinariko in da se odpre veriga čevapdžinic in da se odpre nek naš koncept, ki smo kot nek
to bi bil family casual koncept, torej ni fast food, ampak je family casual, ne? In fine dininga. Ne? Zdaj, kaj je naslednji preboj vsebinsko, jaz ne vem, ker jaz sem jaz obožujem tudi in spremljam zgodbe in berem tudi biografije ljudi, ne vem, primer je Chick-fil-A v Ameriki, kjer je oni so tudi bili v tem valu, ko je eksplodirala hitra hrana, ne? To je bil McDonald's, pa KFC, itd. Ampak oni so ostali zvesti enemu produktu. To je ta njihov piščančji sendvič. In ti veš, mislim, jaz ga nisem proval nikoli, ampak vsi norijo za tem in on ima promet po lokaciji ima krat 2 od McDonald'sa. Jaz omenjam promet ne zato, ker je, veš, finančno, pa to, ampak promet na neki lokaciji dokaz, koliko si ljudje želijo. Tam se toliko denarja, toliko, veš, kolone čakajo tam, da to ne. In mene bolj fascinirajo take zgodbe, kjer je nekdo posvečena, pa jaz, ko grem v pekarno v Bosno in je to 3. generacija pekov, ki meni razlaga neke stvari, ne, tako sem ti rekel, pri okno, zapri okno, imaš odprt, ne vem, če imam odprt okno, kaj jaz vem, ne vem. Jaz imam rad fokus, to je enako pri pici, ne, to pri pici ljudje zelo, rečemo, italijanska kulinarika, nekdo, ki je noč v picah, sam to testo, a je sourdough, ni sourdough, a kateri sir, koliko je pečeš, a je ta peč, a je tista peč, ampak na koncu je margarita, ne. Ampak iz margarite lahko ti narediš tako lahko, ne vem, iz lepljenja, pa iz nekega enostavnega produkta, ko ti greš dovolj, jaz imam rad to, da ti greš globoko v nekaj, ne. Meni ko reče, zakaj ne ve kajmak za tem naredil, pa ni to tako zanimivo, ne more biti tako dobro kot kajmak, ki je zelo dober, ki je, veš, kjer je vse skontroliran, ne. A pa osnovna neka surovina, ki jo ti res pogledaš, kaj vse vpliva na njo, od dobave, od temperature, od vlažnosti, od termične obdelave, od koliko je stalo. In tu vidiš, kaj vse vpliva na hrano, in potem je skoraj, ko to ugotoviš, ti je nemogoče, da ti ni zanimivo, veš, z enim produktom se igrati in da ti ne postane malo, veš, preveč to, da ti greš v neke, ne vem, ker imaš že dovolj dela tu. Veš, imaš že dovolj, z margarito je že dovolj dela, da ne rabiš razmišljati, zdaj dodamo artičoke, tartufe, ali je to ono, ali tisto, to, veš, dej, če boš naredil margarito, perfektno, ne, bo dovolj. Bo dovolj, ne, če imaš, ne vem, če boš zdaj šel v Italijo in našel, ne vem, najboljšo margarito na svetu in ti bo nekdo rekel, mogoče bi bilo še boljše, če dodamo tu, ne vem, artičoke, boš rekel, ne, ni, to je to, pusti, ne. Manje več. Manje več. Zadnje vprašanje, ki je enako za vse naše goste, kaj je bila najbolj boleča, a hkrati najbolj dragocena izkušnja na tvoji podjetniški poti? 5 let po letos, tako da verjamem, da je izkušnja ogromno. Ja, ogromno, ja. Je kakšna taka, a pa se ti je zdelo nek fail mogoče, pa si pol ugotovil, da v bistvu je bila to vrhunska izkušnja tudi za naprej, recimo, da te je... Ja, rečemo, to je bila prelomnica in zdaj se je to razvilo v to centralno kuhinjo, ki je nam, mislim, da zelo pomemben del našega podjetja pa poslovanja, ampak mi smo, ko smo odprli Koper, smo najprej pripravljali tudi te ključne produkte, lepinje in meso na sami lokaciji. Torej, mi smo imeli človeka, ki smo ga zaposlili, ki je čez noč v kuhinji delal lepinje, jih pekel in oblikoval čevapčiče za nas, torej je bil nočna izmena, ne. In ta človek je med sezono se odločil, da čez noč sam napiše, jaz ne pridem. In šel nazaj domov, se ni javljal več in smo mi bili primorani, takrat sem jaz s svojim avtom dejansko pripeljal iz centrale, sem rekel, pripravite več. Potem sem takoj kupil kombi in tam se je začela torej ta neka lekcija, kjer tebe nekdo izda na nek način, ne, torej ti jutri nimaš ključnega produkta, ne, katastrofa operativna, do rešitve v istem dnevu dajmo iz centrale, to potegniti, do tega, da je potem tako vedno ostalo in da smo to idejo potem razširili na zdaj nek projekt na 4 lokacijah, ki bo nam omogočal vrhunske stvari, ampak začelo pa se je, ne, iz nečesa, kar je mogoče v gostinstvu posebej najbolj iritantna pa slaba stvar to, da ti moraš delati in imaš odprto restauracijo, nekdo reče, jaz danes ne pridem. So to nekrat gosti občutili? Ne, niso. Nihče ni. Ne, smo to rešili takoj. Kar se pa tiče lekcij, je pa, mislim, boleča pa vredna izkušnja je, da ti, mislim, to je taka malo
to vsi reče, ne, ampak je res, da ti imaš vedno probleme. V smislu, ki jih rešuješ. In ti vedno, ampak ti moraš poslovati in graditi firmo in moraš živeti z iluzijo, da sam še to rešim, potem pa bo lažje in sej bo, ampak potem so novi problemi. Govorim boleče, zato ker to, ko se bolj vprašaš, kaj je bolj point, ne, če pa so vedno problemi. Ne, malo je ta, po drugi strani pa je vredno, če se tega zavedaš, potem lažje handlaš. Ker ti probleme zelo težko handlaš, če ti pričakuješ, da jih ne bo. Ne? Veš, ti pa, ko ugotoviš, ok, zdaj že 3 leta in zdaj jaz že 4 leta sebi govorim, da ne bo problemov, samo še Ljubljano odprem, pa sam še vodijo, sam še centralno kuhinjo, sam še ta trening zaposlenih naredijo, pol bo vse lažje. In je, določeni aspekti so, ampak so vedno novi. Vedno novi izzivi, tako da. Super, čas mi je bilo, Aljoša, res odličen pogovor, verjamem, da se boste strinjali. Rekord smo podrli, z nekom smo morali in res me veseli, da smo to z Aljošo naredili v eni epizodi podcasta Moj uspeh, tako da vabljenih komentiranju k predlogom, kaj lahko še izboljšamo, predvsem nas spremljajte, všečkajte, delite to tudi z vašimi prijatelji, znanci, sodelavci in do naslednjič spremljajte nas na Spotifyju, na YouTubeu, na Apple Podcast, se beremo in poslušamo. Vse dobro.